In smo nazaj, tokrat z vremenom. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj, jutri bo pretežno jasno in pihati bo začel jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 20, najvišje dnevne pa od 30 do 37 stopinj Celzija. V sredo bo sončno in vroče, tako da pripravite ogromno vode, da ne bo slučajno kakšne dehidracije, primerno se oblečite in se zadržujte v senci. Popoldne in zvečer pa predvsem na severu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Ponekod bo pihal jugozahodnik, v četrtek pa kaže na osvežitev s plohami in nevihtami. In gremo nazaj na teren. V Ljubljani se je odprl nov prostor, namenjen računalnikom, njihovi tehnologiji in vsemu digitalnemu, tudi videoigram. In program so že otvorili z razstavo digitalnih stripov, gre pa seveda za društvo Računalniški muzej. Kaj in kdo stojijo za tem, pa nam bodo povedali sami na terenu. Z nami pa je tudi Gala, ki je že na terenu. Gala, se slišimo? Ja, lep pozdrav spet v studio, lep pozdrav vsem gledalcem. Jaz sem se sicer premaknila le za nekaj metrov, ampak iz žgočega sonca v prijetno senco v Računalniškem muzeju in z menoj je Boštjan Špetič, lepo pozdravljen. Živjo, živjo. Torej, nahajava se v tem povsem novem prostoru, v katerem ste pripravili razstavo in me zdaj zanima, je bila razstava otvoritven dogodek tega prostora? Mislim, da je to zadnji predotvoritveni dogodek tega prostora. Mi smo nameravali odpreti stalno zbirko že lansko leto, ampak iz očitnih razlogov se je to zamaknilo. Ampak vmes pač ne spimo in delamo še vmes stvari. Tako da ja, zdaj prvič v bistvu, da je muzej odprt vsak dan zaradi te specifične razstave. Jesen pa načrtujemo ta pravo otvoritev. Torej, tukaj je muzej, v katerem je trenutno razstava. Čemu vse pa bo ta prostor še namenjen? Ja, to je Računalniški muzej. Zbirka muzeja se je začela že v leta 2003, tako da že precej dolg čas to deluje. To je neodvisen muzej, ni del republiške ali pa mestne mreže ali pa karkoli takega. To je društvo, ki smo v bistvu posamezniki, ki nas veseli delati s to staro tehnologijo in sodobno tehnologijo. Tako da namen tega muzeja je, da po eni strani skrbi za tehnično in kulturno dediščino povezano z računalniki, po drugi strani ozavešča javnost o tem, kako tehnologija in družba se prepletata danes in za prihodnost. Tako da naše ključne aktivnosti so pač zbiranje, pa konzerviranje, restavriranje starih računalnikov, zato da še vedno delajo, da se da z njimi, da se da videti, kako so bile stvari včasih narejene, ker to včasih dejansko pomembno za razumeti kakšen pojav. In po drugi strani prostor srečevanja, prostor za druga društva in druge interesne skupine povezane z računalništvom, ki jih je vedno več, jih je v bistvu ogromno, v Sloveniji zdaj že. In do zdaj nikoli niso imeli enega resnega zbirališča, ali so gostovali na univerzah ali v fakultetnih učilnicah, ker ni glih najbolj prijetno okolje, včasih v kakšnih lokalih. Naša ideja je, da to v bistvu postanemo tak stična točka za skupnosti. Podobna vzor nam je v bistvu Kiberpipa, ki je v Ljubljani delovala v začetku tisočletja, ki je opravila to funkcijo. Takrat še ni bilo takih skupnosti, pa so se tam začele pojavljati. Zdaj jih je pa veliko, pa so decentralizirane. To bi radi nekako spravili skupaj, da imaš tako kritično maso ljudi, ki se pogovarjajo o tehnologiji, ker verjamemo, da iz tega pa ratajo dobre ideje. Torej, v bistvu to ni ali je prvi tak tovrsten projekt ali gre za nekakšno nadaljevanje muzeja iz Kiberpipe? Gre za nadaljevanje, vsekakor. Zbirka se je začela v Kiberpipi, tudi jedro ekipe je še isto. Vmes je bilo pač nekaj let, ko je to čakalo v skladišču, zdaj pa našlo pač svoje novo mesto v Ljubljani. Torej, poleg računalniške zbirke je tukaj tudi zbirka digitalnih stripov. Kako to, da ste se odločili za razstavo stripov, ti ponavadi niso ravno digitalni oziroma ali pač? Vedno bolj. Ja, če naredil sem pol koraka nazaj, mi ne zbiramo samo starega železja, zbiramo tudi staro programsko opremo, torej stvari, ki so jih Slovenci napisali ali
so se množično uporabljale. Zbiramo stare revije in knjige, v bistvu imamo ogromno mediateko na temo računalništva in IT-ja. In zadnje čase smo začeli zbirati tudi pozabljena, izgubljena spletna mesta, ker se internet je zdaj star že 25 let in veliko stvari, veliko spletnih mest, ki so oblikovale generacije, je potem izginilo, tako izpuhti, ker domena preteče, ga ni več. Ne. Kaj bi bil mogoče kakšen primer takih pozabljenih mest? Ja, en tak, na katerega smo zelo ponosni, pač relevanten tukaj v kontekstu je vest.si recimo. Ne. Tam smo imeli cel spletni medij, ki se je postavil, razbohotil, bil popularen, bil spremljan in potem umrl. Iz različnih razlogov, ne, ki se jih splača analizirati, ampak jih ne moreš analizirati, če nimaš predmeta, ki je takrat obstajal, ki obstaja samo virtualno. No in smo v bistvu poiskali izvorno kodo, bazo, spletišče, kupili nazaj domeno, ki je bila vmes zaskvotana in postavili rekonstrukcijo, tako da zdaj lahko greš na vest.muzej.si in se teleportiraš nazaj v internet leta 2008, ne. Kar je za neke raziskovalce neprecenljivo. Pa se v bistvu lahko ogleduje samo zgodovino ali se tudi zdaj v bistvu objavlja kaj novega, živi stran naprej ali v bistvu gre samo za ogled muzejskega artefakta na nek način? Tako. Ideja je, da to je arhiv spletnih mest posebnega pomena, stvari, ki so nekoč bile, pa so umrle, da se jih nazaj postavi, zato da jih lahko podoživiš. Ne. Nikakor ni, smo vse en muzej, ne, ni naš posel biti medijska hiša, ampak se nam zdi pomembno to ohranjati. No, tako da, kar sem hotel reči, je, nas zanima zelo široko povezava med tehnologijo in družbo. Ne. Tako da digitalni stripi so en tak zanimiv, zelo zanimiv v bistvu nišen segment tega, ena specifična tema, ki je dosti nova, ki mislimo, da bo sooblikovala prihodnost družbe bolj, kot mogoče pričakujemo. In najdeli smo zelo zanimive povezave z slovensko preteklostjo. Ne. Računalniške revije v 90-ih, ki so v bistvu poganjale to popularizacijo tehnologije, specifično PC Mediji pa Joker, so zelo pomembna rubrika je bil. Oni stripi so kultni ratali, ne, in Jokerjevi in PC Mediji. Tako da, ko je francoski inštitut se prišel pogovarjati o tej razstavi digitalnih stripov, nam je bilo to zelo blizu in smo prav z veseljem potem razstavili kompleten opus Dušana Kastelica in PC Mediji stripi, ne. Ker sem prepričan, da veliko naključnih obiskovalcev se tega spomne. Pa so bili stripi že takrat digitalni ali so se zdaj digitalizirali? Ja, to je zdaj pač vprašanje, kaj je digitalni strip, ne. In Dušan Kastelic pravi, da je verjetno on prvi na računalnik naredil strip na začetku 90-ih, tako da ga je pač narisal na računalnik, ne. Kar je prva faza preobrazbe enega medija. To, kar pa zdaj gledamo na razstavi, je pa avantgarda. To so pa stripi, ki so v zadnjih 2 letih prejeli nagrade za najboljše digitalne stripe v Franciji. Kar je relevantno, zato ker Francija je v bistvu ena od 3 stripovskih šol na svetu, ne, imaš še Disneyja pa mange na Japonskem, pa pač ta francoski strip. Vsak striper se zgleduje po nečem od tega, ne. Mi smo vsi brali Asterix, ko smo bili majhni, ne, nam je ta šola zelo blizu načeloma. In hkrati Francija izjemno veliko investira v razvoj te svoje avantgarde, tako da tam je živahna stripovska scena in striparji, avtorji aktivno eksperimentirajo s tem, kaj jim nove tehnologije, računalniki, VR omogočajo, kako lahko drugače povejo stripovsko zgodbo. Ne, tako da je zanimivo v bistvu videti ta zadnjo generacijo, kakšne stvari so jih zanimale. Super, Boštjan, najlepša hvala za odgovore za enkrat. Zdajle bomo na hitro skočili v oglase, ampak ostanite z nami, da bomo izvedeli še več o tem, kako Muzej računalništva sodeluje s Francoskim inštitutom in pa tudi, kakšne stripe si pravzaprav tukaj lahko ogledamo. Morda dobimo tudi kakšen praktičen prikaz. Tako da ostanite z nami in se gledamo. Smo že
Smo že nazaj, lepo pozdravljeni spet v najni družbi. Nahajava se v Računalniškem muzeju na Celovški 111, je tako? Pa dajva mogoče zdaj, ko sva že omenila lokacijo, kar povedati še, kdaj lahko muzej sploh pridejo obiskati. Ja, od torka do petka med 4. in 8. vabljeni na pogledati tole razstavo o digitalnih stripih in kar še ostalega leži naokrog zanimivega. Torej, digitalni stripi in vse ostalo, kar še leži naokrog. Kako pa je v bistvu zasnovana tale zastava, s kakšnimi deli? Razstava, pardon. Ja, tukaj imamo 11 del sodobnih francoskih avtorjev, ki so vsak posebej pač razstavljeni ali na računalniku ali na tablici, tako interaktivno, da se da z njimi ukvarjati. Ker to je zanimiva lastnost digitalnih stripov, da moraš nekaj klikati, ne moraš samo gledati. Ne? In v bistvu povprečen obisk traja 1,5 ure, no? Če bi si hotel res vsega doživeti, bi pa trajalo 3-4 ure. Pa tile stripi so, ste si rekel, francoski in sodelujete tudi s francoskim inštitutom. Kakšno je to sodelovanje? Ja, tole je bilo specifično pripravljeno skupaj s francoskim inštitutom, ker v Franciji imajo vsako leto nagrado za najboljše stripe in francoski inštitutu je bilo zanimivo pripeljati te avtorje v Slovenijo, da se to tukaj malo pokaže. Ne? To je prvič, da smo z njimi sodelovali, no? Ampak načeloma so bili oni zelo zadovoljni z odzivom in mi smo zelo zadovoljni z njimi, ker pač take vrste produkcije je težko najti na svetu. No? In dobiš toliko vrhunskih izdelkov naenkrat na kup je redko. Pa imamo tudi pri nas še kakšen drug primer digitalnih stripov in kako daleč v zgodovino segajo, poleg tistih PC in Joker, ki sva jih prejle obdelovala? V Sloveniji zaenkrat smo našli zelo malo primerov res tako iskreno digitalnega stripa. Ne? Mladina je furala Diareja generator dolg časa, zdaj ne dela več. V Sloveniji je v nekem trenutku nastal projekt Strip generator, ki ga imamo na razstavi, ki je bil spletno okolje za delati stripe, ki ga je naredil Žiga Aljaž, ki je bil blazno popularen na svetu, pritegnil 100.000 uporabnikov po celem svetu, ker je bil tak zanimiv nišen community, ne, spletna skupnost ravno takrat, ko se je Facebook začenjal in so ljudje iskali načine, kako svoje koničke na spletu realizirati. Tako da je bil fenomenalen produkt, tudi nehal delati lansko leto, tako da ga zdaj selimo v arhiv. Pa tu pa tam kakšen eksperiment, ki je nekje na meji med igrico ali pa animacijo pa stripom, no, ampak zelo redki so te primeri. SCCA je imel enega 10 let nazaj, recimo, ki ga tudi zdaj rešujemo iz analov, ki je tudi že nehal delati. Pa se spet vrniva nazaj k tem stripom, ki so razstavljeni. Očitno je, da jih lahko tudi preberemo. Zdaj pa bi mogoče jaz ti kar predala mikrofon, pa pobližala, da pogledava, kako ta strip pravzaprav izgleda. Lahko tudi še malček komentiraš, kako izgleda in zakaj pravzaprav. Seveda. Te stripi na razstavi so zelo različnih žanrov, zvrsti. Ne? Tukaj bomo gledali enega, ki je dobil celo nagrado za najboljšo študentsko igro. Ne? Se pravi, zelo interaktiven in govori pa o eni mali žabici. Ne vem, se to vidi, ampak najprej moram na začetku žabico pognati in potem ena sličica stripa je malo animirana. Ne? Potem moram pognati, da se to zares začne. In spet ta sličica je rahlo animirana in potem padem v rahlo animirano, ampak ni pa to risanka, ker jaz poganjam naracijo. Ne? Budilka zvoni. To budilko lahko pustim zvoniti, kakor dolg meni paše. Ne? Lahko jo pa snuznem, pa zvoni še enkrat, ker žabica je očitno zaspala. Potem, kaj se zgodi zjutraj, ko se žabica zbudi, je na zajtrk gre, ne? Očitno še lahko nekaj delam, ker so v črno-beli sceni so tisti predmeti, s katerimi lahko delam, so pobarvani. Ne? Lahko prižgem radio, pa očitno moram žabico nafutrati, ker je zajtrk. In za zajtrk imam mravljice in mravljice jim moram vršiti v usta. Ne? Načeloma je to v funkciji zgodbe,
In v funkciji zgodbe uporablja animacijo in igro. Ne? Evo, zdaj smo nafutrali, ugasnemo radio in zbudimo očeta in gremo na naslednjo risbico. To je tak šaljiv primer ene specifične tega novega pristopa k stripu. Ne? Vsak kamarad stripe začuti to isto povezavo s to sekvenčnostjo pripovedovanja, hkrati pa ni to isto, tega ne moreš narediti v obliki knjige, ne moreš ga natisniti. Ja, hvala, ta žabica je res simpatična. Me zanima, kaj se še naprej dogaja. Zdaj gre mogoče v šolo. No, če vas zanima, kaj se dogaja še z žabico, ste seveda zelo vabljeni, da pridete v muzej pogledati in do konca odigrate tole zgodbico. Mene kar vleče. Ampak daj vas še pogledati takole s temi digitalnimi stripi. Ali zdaj prevladujejo nad tiskanimi? Kakšna je zdaj situacija glede tega trenutno? Ne, mislim, da prevladujejo ne, je pa definitivno tukaj ogromno ene kreativnosti, za katero ljudje še ne vejo. No. Tako da tudi zato nam je bilo zelo do tega, da to razstavo imamo, da se slovenska javnost lahko zaveda, da strip ni tisti, kar se spomnimo iz 80-ih. Ni več samo tisti. Saj Asterixi še vedno pišejo, oziroma jih spet pišejo in so super. In po mojem večina konzumpcije stripov je še vedno preko revij in fanzinov in takih knjig. No. Ampak se pa v zadnjih letih, to je res pojav v zadnjih 10 let, ta digitalni strip, in tako da še v zadnjih par let se producenti in založniki so začeli aktivno razmišljati, kako digitalne stripe podpreti in komercializirati in v bistvu iz tega narediti nov zagon industrije. Pa boste tukaj v tem muzeju po razstavi imeli tudi kakšne vodene oglede za tele stripe ali pride vsak sam in si pogleda? Načeloma je mišljeno, da pride vsak sam, vedno je tukaj nekdo, ki je vse to dal skozi, tako da lahko malo pomaga. Če bi bilo zelo veliko interesa, imeli smo že eno šolsko skupino, recimo, se pa seveda lahko zmenimo. No, poleg obiskovalcev iščete tudi kakšne prostovoljce in pa posameznike, ki bi vas tudi morda z donacijo podprli. Ali to še velja in na kakšne načine vas lahko podpremo? Absolutno. Ja, glejte, mi smo društvo prostovoljno, mi to vse delamo v prostem času in smo vedno veseli prostovoljcev vseh možnih profilov, ne gre samo za štromarje ali pa računalničarje, jaz sem filozof recimo, imamo veliko antropologov, zato ker se ukvarjamo z družbo in tako naprej. Tako da kogarkoli veseli delati nekaj takega, se sigurno najde kaj zanimivega za početi. In pa donacijo opreme, seveda, pač ta zbirka je v celoti donirana, ne kupujemo stvari, ker nimamo fonda za to, tako da se močno priporočamo vsak, ki pospravlja podstrešje, da pokliče, pošlje mail, slikce in se zmenimo in pridemo iskati. Torej gre v bistvu bolj za konkretne fizične donacije muzejskih artefaktov? Kosi železa, revije, knjige, računalniški programi, natisni, ljudje so včasih printali programe, a ne, zvezki, zapuščine od nekih delov, pa se ne spomnim več točno kaj, ne. Vse take stvari v bistvu z veseljem vzamemo, ker zlagamo skupaj to z našo zgodbo. Super, torej zdaj veste, na koga se obrniti, če imate doma še karkoli od naštetega. Sva rekla od torka do petka, ob katerih urah ste dosegljivi? Torka do petka od 4 do 8. Torej, Metodološki 111. Metodološka 111 je naslov od torka do petka. Jaz bom šla pogledat, kaj se bo zgodilo z žabico, vi pa lepo vabljeni, da se oglasite na ogled ali pa da prinesete kakšno zadevo oziroma še prej treba poklicati pa pogledati. Najlepša hvala, Boštjan, to je zaenkrat z najine strani vse, vi pa ostanite z nami še do konca oddaje in se gledamo.